Evropske volitve 2014. Sledi komercialni prispevek. Lepo pozdravljeni. Evropske volitve so pred vrati, zato smo v studiu pred dnevi gostili Franca Bogoviča, kandidata za evropske volitve na skupni listi NSI in SLS. Gospod Bogovič, ste nekdani župan občine Krško, s kmetijstvom se ukvarjate že od mladih let, bili ste tudi minister za kmetijstvo in okolje. Kaj lahko pričakujemo od vas, če boste izvoljeni v Evropski parlament? Preden ste postali minister, ste poudarjali, da bo vaša osnovna usmeritev pri vodenju ministrstva trajnostni razvoj kmetijstva in varovanja okolja. Vam bodo te izkušnje prav prišle tudi v evropskem kotlu? Izkušnje sem si nabiral doslej že tudi kot 13-letni župan občine Krško, zadnjih 5 let v državnem zboru, 1 leto pa tudi minister za kmetijstvo in okolje. Tako da te ključne prioritete od kmetijstva, razvoja podeželja, razvoj okoljske infrastrukture, okoljski problemi so mi zelo blizu, zelo učinkovito sem jih reševal na lokalnem nivoju, kjer smo bili znani kot ena od tistih občin, ki je bila najboljša pri črpanju evropskih sredstev. Občina Krško je bila pod mojim vodenjem tudi občina, ki je na prvem natečaju za energetsko najbolj učinkovito občino dobila prvo mesto v Sloveniji, tako da ne govorim samo o tem, kaj bom naredil, ampak so za mano tudi dejanja, dejstva, s katerimi potrjujem, da se da narediti in da tisto, kar rečem, tudi v življenju naredim. Hrbtenico slovenskega gospodarstva predstavljajo obrtniki in mali podjetniki. Kje vidite torej priložnost, da se jim zagotovi bolj prijazno poslovno okolje? Ključno je zavedanje, da delovnih mest ne ustvarja država, ne ustvarjajo krediti, ki jih najamamo od zunaj, ampak da se delovna mesta ustvarjajo v gospodarstvu in v najbolj razvitih državah Evrope, Avstrije, Nemčiji, kjer presegajo na to tako imenovano socialno tržno ekonomijo, so mala in pa srednje velika podjetja osnovna hrbtenica tega gospodarstva. Ta podjetja morajo imeti učinkovito poslovno okolje, se pravi, da je davčni sistem naravnan na takšen način, da priznava delo, ne da se samo stopnjujejo davki na davek, kot smo to poskušali v Sloveniji z davkom na nepremičnine, kjer so bili ravno mali obrtniki najbolj prizadeti. Drug ključen problem, ki ga pa imajo ravno v drobnem gospodarstvu, je pa neprimeren šolski sistem v Sloveniji. V Sloveniji imamo 20 000 mladih in 20 000 ljudi vpišemo v fakultete vsako leto. Ko sem bil pred nedavnim v Stuttgartu, v Baden-Württembergu v Nemčiji, imajo približno 40 do 45% mladine, ki se vpiše v tako imenovane fachšule, se pravi, da so fahmani, da imajo svoje poklice, šolanje končajo pri 18-19 letih, zadnji 2 leti se šolajo tako, da so 28 ur v delavnicah, 12 ur v šoli in zaključijo svoje usposabljanje potem na delovnem mestu. In to je dežela, odkudar uvažamo, če hočete, Porsche ali pa Mercedese, in mi imamo veliko za postoriti, da bodo ti, ki so hrbtenica gospodarstva, dobili kvaliteten kader in na to tudi opozarjajo in na takšen način bomo tudi v veliki meri rešili problem mladih z njihovo primerno izobrazbo, usposobljenosti za vstop na trg delovne sile. Po kratkem glasbenem predahu smo ponovno z vami.